Pozdravljeni. Ormoški občinski svet se je sestal na 3. redni seji. Največ časa so svetniki posvetili predlogu proračuna za leto 2011. Ormoški občinski svetniki so na minuli seji potrdili predlog proračuna občine Ormož za leto 2011, ki znaša blizu 23 milijonov in 500 tisoč evrov. Od tega bo kar 15 milijonov in 293 tisoč evrov šlo za različne investicije. Tako svetnik stranke Zares, Vili Trofenik, kot nekateri ostali svetniki iz vrst opozicije so sicer imeli kar nekaj pripomb, ki so se nanašale na dvome o zakonitosti na tej ali oni postavki, ampak končno so po ugotovitvi, da pa občina ta proračun potrebuje, predlog sprejeli. Vroča razprava pa je spremljala tudi točko, kjer so se morali odločiti, ali investitorja gradnje bioplinarne v Ormožu oprostijo plačila komunalnega prispevka. Svetnik Vili Trofenik je namreč že uvodoma predlagal umik te točke, češ za gradnjo bioplinarne bo investitor itak dobil že dovolj drugih subvencij. Ker pa bi bioplinarna do leta 2012 v Ormož prinesla kar 83 delovnih mest, so se svetniki potem odločili, da investitorja gradnje bioplinarne oprostijo plačila komunalnega prispevka. Plačila komunalnega prispevka pa so v nadaljevanju oprostili tudi investitorje, podjetje Niko TGM iz Ormoža in prostovoljno gasilsko društvo Bresnica. Župan Alojz Sok in vodja oddelka za finance Mirko Šerod sta na tiskovni konferenci minuli teden predstavila proračun za leto 2011. Ta bo realno nižji za 0,8%. Občina Ormož bo v letu 2011 razpolagala s proračunom, ki bo težak blizu 23 milijonov in 500 tisoč. Župan Alojz Sok je pojasnil dejstvo, da bo letos na voljo nekaj manj denarja. Da se nam prihodki realno zmanjšujejo, ne sicer nominalno, ampak realno, in sicer je primerna poraba napram letu 2010 povečana za 0,8%, kar pomeni ob napovedani stopnji inflacije, ne vem, ali bo ta res 2,5 ali bo 1,8, to bomo se videli tam koncu marca, ko bo Inštitut za makroekonomske analize dal dokončno poročilo, ampak definitivno je, da se prihodki občinam zmanjšujejo, to seveda velja za vse občine v Sloveniji, kar tudi nekako razumemo, da pač delimo usodo te finančne situacije v državi, kar pa je malo težje razumeti pa je seveda to, da pa se nam na drugi strani odhodke na nekatere postavka bistveno povečujejo. Morda bi jaz omenil samo dve proračunski postavki, ki se nam, bi rekel, rapidno povečujeta v proračunu za leto 2011. To so socialni transferi na področju predšolskega varstva, se pravi vrtce, kar je tudi lahko verjetno slišite v vseh občinah. Se pravi, gre za neke univerzalno državne problem, ki je najverjetneje posledica brezplačnosti vrtcev za drugega, tretjega in tako naprej. In pač potem zaradi tega dejstva več otrok očitno konča v vrtcu, s čemer pa se povečujejo odhodki občine. Tako da bomo mi v letu 2011 za vrtce namenili tam nekje med 250 tisoč do 300 tisoč evrov več kot v letu 2010, kar seveda ni za občino Ormož majhen denar. Je pa bila seveda želja zadostiti, bi rekel, temu povpraševanju in pač vse otroke vključiti v vrtec, zato imamo tudi 3 oddelke več. V tem šolskem letu pa tudi več naših otrok je vključeno v vrtce v drugih občinah širom po Sloveniji. No in še druga zadeva, ki se nam trajno in v zadnje 2 leti nenehno veča, to so socialni transferi pri stroški naših nameščencev, če tako rečem, v različne domove, od centra starejših občanov v Ormožu do tistih posebnih zavodov, v katere so pač razporejeni naši občani po odločbi Zavoda za socialno delo. V letu 2011 občina za nekaj manj kot 2 milijona in 400 tisoč načrtuje tudi zadolževanja. Ali bo to zadolževanje potrebno ali ne, v tem trenutku ne morem povedati, kajti tudi v letu 2010 smo planirali zadolževanje v višini 1,7 milijona evrov, pa potem tega zadolževanja v letu 2010 ni bilo potrebno izvršiti.
Občina se bo namreč morala zadolžiti za dokončanje vrtca v višini 2 milijona in 300 tisoč evrov. 2 milijona in 600 tisoč evrov pa se prenaša iz leta 2010. V ta znesek je vključeno tudi dokončanje glasbene šole v obnovljeni grajski pristavi. V glavnem so, bi rekel, ta gradbena dela na grajski pristavi do neke mere končana, tako da če bi se zadeva hudo zalomila, bi jo lahko tudi z podizvajalci naprej končali, vse kar se tiče glasbene šole, nekaj več je del še na muzeju, z izdelovalcem opreme Lesnina d.o.o. iz Ljubljane pa itak imamo svojo pogodbo in so uvedeni v posel, tako da na tem segmentu se prenaša nekaj manj kot 1 milijon iz leta 2010 v leto 2011. Potem je vprašanje regijskega centra ravnanja z odpadki, Cerop Dobrova, torej tukaj postopki tečejo, niso odvisni od občine, odvisni so predvsem od tega, kaj bo država naredila na področju operativnih programov odstranjevanja odpadkov. Kot veste, smo mi v leta 2008 bili vključeni v operativni program, sedaj pa nas nekako hočejo iz tega programa izločiti in najti neko drugo rešitev za odstranjevanje odpadkov v Republiki Sloveniji. Torej, tu na tem področju res vlada neka velika zmeda in če bo se ta program spremenil, potem bo seveda ta zmeda še večja. Imamo pa sigurno v Ormožu, v tem severovzhodnem delu, če ne celo v celi Sloveniji, eno od najbolj atraktivnih lokacij za potencialni regijski center za ravnanje z odpadki. Potem je nekaj investicij, ki smo pogodbe podpisali v letu 2010, pa nismo pristopili še k izvajanju. Gre recimo za izgradnjo pločnika od postajališča na Humu do Loperšec, potem je ureditev mestnih ulic in trgov v Ormožu, ki se sicer izvaja, pa ni bilo zaključeno v letu 2010 in se bo nadaljevalo v letu 2011. Potem je nekaj cest, predvsem na področju krajevne skupnosti Podgorce. Tam so 3 odseki, ki so jih začeli delati, pa jih niso zaključili. Potem je en odsek v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu. Potem je recimo preplastitev in pa izgradnja parkirišča, oziroma tu je preplastitev parkirišča tu pri pokopališču v Ormožu. Glavnem takšne investicije, ki smo jih začeli, pa niso bile potem v letu 2010 realizirane in se potem tako finančna sredstva, kot tudi svoja realizacija prenaša v letu 2011. Sicer pa je ostalo še nekaj projektov, ki so v teku in je denar bil planiran že v minulem letu. Sanacija odlagališča odpadkov na Dobravi, gradnja vrtca, izgradnja širokopasovnega omrežja, rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Podgorcih ter obnova kulturnih domov v Miklavžu in pri Veliki nedelji. No, potem pa so neke zadeve, ki pa jih sploh v letu 2010, ki smo jih načrtovali, nismo začeli. Tudi nobene sredstev nismo za to prejeli iz državnega ali pa evropskega proračuna takšen in tudi ostajajo kot prioritete v izvajanju v letošnjem letu. Takšen je recimo projekt izgradnja namakalnega sistema, imenovanega Velika nedelja. To je projekt, ki ga delamo že, 4-5 let. Končno smo prišli do tega, da smo vso dokumentacijo oddali na Agencijo za kmetijske trge, na Ministrstvo za kmetijsko gozdarstvo in pa prehrano in čakamo na sklep. Opravljen je bil že razpis za izbor izvajalca, ni bilo nobene pritožbe, tako da čim bi sklep dobili strani agencije, bi lahko podpisali pogodbo in bi se začela zadeva izvajati. Naslednja taka zadeva, ki bi jo že lahko izvajali, pa stoji, je izgradnja kanalizacije med Podgorce in po Veliko nedeljo z rastlinsko čistilno napravo v Sodnici. Ta zadeva je v pritožbi na ministrstvo na upravnem sodišču. Namreč na gradbeno dovoljenje sta se pritožila
dva iz vasi Sodenc, gre za eno družino z 2 stanovalcema. Tako da čakamo zdaj že, mislim, da 4. mesec, kaj bo v zvezi z tem povedalo upravno sodišče. Bi pa rad opozoril, da se zadnji rok za prijavo 28. januar bliža in da gre za izredno velik projekt. Skupaj z kanalizacijo naj bi zgradili tudi pločnik in pa javno razsvetljavo, in vkolikor bi nam spodletelo, da se ne bi mogli zaradi pritožb, pa zaradi, bi rekel, neodločitve na upravnem sodišču na ta razpis prijaviti, potem jaz mislim, da kanalizacije v tem delu na vodovarstvenem področju v naslednje nekaj lete ne bo možno zgraditi, kajti občina vlastnih sredstev za nekaj takega nima. Potem je izgradnja komunalne infrastrukture pri Vinski kleti v Ormožu, kjer smo v preteklosti prodali kar nekaj parcel, pa čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja, da bi lahko začeli graditi komunalno infrastrukturo. V letu 2010 smo tudi nameravali izvršiti skupaj z občinami Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi odkup zgradbe v ulici dr. Hrovata 10, v kateri bi želeli širiti dejavnost domskega varstva v Ormožu. Sedaj se je ugotovilo, da občini Središče in pa Sveti Tomaž tega interesa nimata, tako da bo občina Ormož ta projekt v letu 2011 nadaljevala sama in bo dejansko poskušala slediti temu, kar je tudi vse večje povpraševanje, to pa je po varstvu dementnih oseb v okviru Centra starejših občanov v Ormožu. Ostalo pa je nerealiziranih še nekaj načrtov. Nabava reševalnega vozila, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih, izgradnja podjetniškega inkubatorja, občinski prostorski načrt, na katerem pa občina dela že kar 5 let. Med pomembnejše investicije v letu 2011 pa župan uvršča tudi izgradnjo cest, za katero je namenjenih kar 2 milijona in 800 tisoč evrov. Ali če povem to številka, kolikor bomo uspešni na razpisu za južno mejo, to je ta razpis za občine, ki so demografsko ogrožene in so ob meji sosednjo Hrvaško, prijavili smo se, bi v letošnjem letu modernizirali, preplastili, uredili okoli 16 do 17 km cest v naši občine. Sebe še enkrat povem, od predpostavke, da bomo uspešni na razpisu, vkolikor pa na razpisu ne bi bili uspešni, pa bi se ta številka približala tam nekje okoli 10 km. V minulem letu je občina za modernizacijo 30 km cest porabila 2 milijona in 300 tisoč evrov. Razen projektov, ki jih bo občina realizirala v tekočem letu, pa bo tudi gradnja nove zgradbe pri zdravstvenem domu in začetek izgradnje vodovoda, ki bo predvidoma izgrajen do leta 2013. Občina pa si za to investicijo obeta kohezijska sredstva. Dan dejavnosti so na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu posvetili mediaciji. Pripravili so nekaj delavnic posvečenih mediaciji in med drugim ugotavljali, kakšnih izkušenj so si nabrali v letih, kar so uvedli tudi takšen način reševanja različnih konfliktov. Mediacija je eden od uspešnih v svetu zelo uveljavljenih načinov reševanja konfliktov. Med ljudmi ustvarja novo kulturo medčloveških odnosov. Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Minule delavnice so na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu organizirali s posebnim namenom. Smo hoteli osvetliti tiste pomembne stvari, ker sama mediacija je nek postopek, ki pa v bistvu za seboj skriva veliko več in tisto so tisti naši cilji, tisto, kar mi za čimer stremimo, namreč dober odnos, spoštovanje, medsebojno spoštovanje, prijateljstvo, sprejemanje drugačnosti in podobno. Mediacija je sporazumno reševanje sporov, je eden od učinkovitih načinov za izboljšanje šolske klime in medsebojnih odnosov, kar je zelo pomembno za delo v šoli. Mediacija je pomembna zato, ker v šole vnaša dialog, poslušanje, kakovostno komunikacijo in sprejemanje drugačnosti. Predstavlja učinkovito preventivo zoper pojave nasilja.
Na šoli so pred leti najprej na izobraževanje poslali 7 učiteljic. Te so svoje znanje prenašale in še prenašajo na vrstniške mediatorje. Ja, mislim, da začetki so bili kar težavni, bilo nas je strah, kako bo vse skupaj potekalo, zdaj pa že drugo leto usposabljamo vrstniške mediatorje in sama ugotavljam, da vseeno nekako počasi to raste z nami po naših hodnikih. Na začetku je bila velika večina učencev zelo skeptična, kaj je to, so se tudi norčevali z tega, zdaj pa se mi zdi, da jih že kar veliko vseeno nekako verjame, pa ve, da je to nekaj dobrega, ne? Ko smo začele uvajati vrstniško mediacijo, je res bilo veliko težav. Vse ne rečem, da jih še tudi zdaj ni, ne? Se pojavljajo še težave, tudi glede tega, kdaj izvajati recimo mediacijo, ne? Ker ko je enkrat pride do nekega konflikta, ga je treba rešiti čim prej, da se ne izgubi tisto bistvo, ne? Drugače pa, kaj jaz vem, mogoče se je klima na naši šoli malo spremenila, imam občutek, da se učenci znajo med seboj pogovarjati, vse mogoče za milimeter bolj, kot so se prej, ker se mi zdi, da je to zelo dolgotrajen proces, ne? In da to bo trajalo še kar nekaj let in če bomo mi vztrajni učitelji in bomo tudi delali tako, znali učence poslušati, se pogovarjati z njimi, mislim, da bodo tudi oni potem to sprejemali drugače in znali konflikte, kot mi je danes en učenec rekel na delavnici, da on se rajši sam pogovori, kot gre na mediacijo, ne? Je pa to res takšen učenec, ki vem, da se zna skregati, pa se zna potem tudi pogovoriti. Mediator je sicer nevtralna oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije, pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. V tem času je šolski mediacijski tim uredil tudi prostor za mediacijo. Sicer pa si tako mediacijski tim, vrstniški mediatorji, vsi delavci, učenci in starši šole prizadevajo, da bi mediacija kot proces, kot nova kultura odnosov postala del vsakdanjega življenja na šoli in tudi izven nje. Člani kulturno-rekreacijskega društva Leska na Lešnici so prišli na idejo v svoj nov vaški dom prinesti nove vsebine. Med temi bodo odslej tudi različne razstave. Prva se je z razstavo svojih likovnih del predstavila študentka Akademije za likovno umetnost Jasmina Kuharič. Jasmina Kuharič je 20-letna študentka 2. letnika Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Svoj slikarski talent je podedovala po babičinem bratu, je na otvoritvi razstave povedal njen oče Miran Kuharič, ki jo, tako kot mama Marjana Kuharič, k ustvarjanju spodbuja že od otroštva. Sicer pa Jasmina že od nekdaj rada riše. Že od nekdaj rada rišem, no, in nisem htela končati, oziroma sem htela še nadaljevati v tem, pa malo bolj profesionalno, oziroma sem htela posvetiti malo več časa temu. Tako da zdaj na akademiji mi omogoča to, da resnično cele dneve rišem, no, včasih je malo naporno, ampak tako, no, zelo rada rišem, tako da mi ni čisto nič problem, no. Jasmina Kuharič je osnovno šolo in gimnazijo končala v Ormožu, uspešno opravljen sprejemni izpit na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pa šteje za svoj doslej največji uspeh. To, da sem bila sprejeta, se mi zdi, da do zdaj največji uspeh, no. Sicer pa je Jasmina že kot osnovnošolka bila uspešna likovnica. Na enem izmed natečajev, ki jih Evropska unija razpisuje za oblikovanje novoletnih voščilnic, je pred 6 leti za najboljšo bila izbrana prav njena risbica. Jasmina Kuharič najraje riše portrete. Kateri so tisti motivi, ki najpogosteje izbiraš? Vidim, da tudi portretov imaš kar nekaj. Ja, portrete zelo rada rišem. Večinoma tudi kar po naročilu portreta, no tukaj so bolj abstraktne slike, drugače pa tako, no, odvisno od razpoloženja, no, si izbiram motive, no. Drugače pa zelo rada rišem ljudi že od nekdaj, no. Ko sem začela s portreti in sem nekako še vedno ostajam pri njih, no. Svojo prvo razstavo v domačem vaškem domu je Jasmina Kuharič naslovila Namišljena Mavrica. To pa zato, ker slika predstavljajo predvsem ozadja, barvo,
eno barvo mavrice in tudi postavljene so tako, začetna in končna slika pa predstavljata mešane barve mavrice, no, nekako tako je bilo zastavljeno, no. Vsa dela, ki jih je Jasmina Kuharič postavila na ogled, so bila akril na platnu, čeprav zelo rada nariše tudi kaj z ogljem. Njene slike so jasne in čiste, takšne, ob katerih si spočiješ oči ter začutiš veliko mladostne energije. Jasmino pri delu podpirata tudi starša, ki sta nanjo zelo ponosna. Sigurno, to je 100%, ne. Moramo. No in ko naslika neko sliko, jo pokaže, domnevam, najprej staršem, kaj ji rečete? Da je lepa, to je važno, ne. Pa včasih, kaj, kako bi rekel, ne, pogledaš, si zamisliš in vidiš, to je to. Ji svetujete kdaj kaj, oziroma ji kaj rečete tako, Jasmina, daj to in to poskušaj naslikati? Ja, sigurno. Kakšne stare hiše, kakšno gospodarsko poslopje, mline, nasploh vse. In riše. Bodrima, ne, nariši to, nariši ono, včasih je prav, včasih ni, ne. Včasih reče, to se tako, ne, ona čist po svoje, mogoče kaj, ne, nariši, ali pa jaz rečem, tu nariši, tu ne, to je ni moderno mogoče, ali pa večkrat takšnega, ne, ali pa reče, ja, tu je mama všeč, nam mlejšim pa mogoče ni, ne. Možnost za prvo samostojno razstavo, ki je v Novem vaškem domu na Lešnici bila na ogled 2 dni v času božičnih praznikov, je mladi umetnici omogočilo domače kulturno-rekreacijsko društvo Leska Lešnica. Otvoritev, ki je bila na večer božičnega dne 25. decembra, je bila zelo slavnostna. S kulturnim programom in svečanim nagovorom predsednika kulturno-rekreacijskega društva Leska, Francija Rajha. Razstavo, ki je v vaškem domu bila na ogled še dan po božiču, pa so si ogledali številni obiskovalci, tako domačini kot številni gostje od drugod, kar ni razveselilo le mlade umetnice, pač pa tudi soorganizatorje razstave. Povod za ponovno aktiviranje družabnega življenja na Lešnici je bil nov vaški dom, ki so ga dokončali v začetku lanskega leta. Svoj čas mislim, da je to malo zaostalo. Čeprav za vasi velja, da se ljudi relativno dosti družijo. Ampak mislim, da smo mi s tem našim skupnim domom dosegli, da se več ne samo pozdravljamo, ampak tudi gremo komu kaj pomagati in se večkrat dobimo ob kakšni zabave, ob kakšni prireditvi in smo postali človeku bolj človek. Tako bo v domu še pa še dogodkov, obljubljajo v kulturno-rekreacijskem društvu Leska in vaščani se veselijo tega. In res, kmalu oziroma že minuli konec tedna je v vaškem domu na Lešnici bila že naslednja razstava. Tokrat se je s svojimi ročnimi izdelki predstavila domačinka Pavla Mlakar. Dvorana vaškega doma na Lešnici je bila tako znova prizorišče umetnin oziroma kar zbir 40-letnega ustvarjanja domačinke Pavle Mlakar. Na tokratno razstavo je prinesla kar 140 izdelkov, ki so jemali dih. Predvsem tistim, ki se na to vrstno ročno ustvarjanje vsaj malo spoznajo. Kljub temu, da Pavla Mlakar svojih umetnin ni razstavljala prvič, ji je možnost za razstavo v domačem kraju veliko pomenila. Možnost za razstavo to mi pomeni veliko, največ pač, ker nihče vidi, kaj moje roke vejo ustvariti. Bogata razstava je na ogled ponujala kar nekaj tehnik. Kvačkanje, pa so vezanje s križci, te so rože iz nogavic, goblemi, pa tapiserije. Zanimiv je tudi odgovor, kako in kje se je Pavla naučila svojih ročnih spretnosti. V Franciji od ene Srbijanke mi je pokazala, ki je ona tudi delala, to je bilo 73. leta. In zdaj imam možnost, ko se po Skypeu še celo vidimo iz Gornjega Milanovca, ko si jim povedala, da bom imela razstavo, so prav veseli, tudi tam dol se veselijo, ker smo prijatelji ostali in mi je zelo toplo pri srcu zaradi tega tudi. Tovrstno ustvarjanje Pavli veliko pomeni, pravzaprav je del, sploh pa način njenega življenja, je povedala. Najbolj pa jo potem razveseli. Končan izdelek, ker zmeraj zbiram takšne, mislim, ki so bolj redke vzorci, ki pridejo lepše do izraza, ki podli vsakič mi reče, da se mu je všeč.
Imam pa tudi tako, da ko pride do kakšnih praznovanj, pa to rada poklonim in dosti sem že razdajala in to mi pomeni veliko, ker je centi, ne, takšne stvari. Otvoritev razstave ročnih del domačinke Pavle Mlakar so svojo prisotnostjo počastili številni domačini, ki jih ponoven dogodek v Vaškem domu ni pustil ravnodušnih. Meni pomeni zelo dosti, vete, ker jaz sem tako bolj na veselo, ne, pa to moja hčerka, pa dve hčerke, ker smo zadnjič hodila enkrat pet, pa sem pela z dvema hčerkoma, pa z eno sorodnico tole. In meni to dosti pomeni, če malo se družim, pa s pevci pojem, z veliko nedeljskimi, ne, upokojenci pojem, pa tak. Veste kaj, da je veselje nekaj takega videti, ker če to pomisliš, koliko je dela s tem, pa koliko truda, pa znanja, ne da vsaka čast gospe, ki to dela. Prav pred kratkim sem povedal, da pred cirka 16 leti, ko še so se tu prve opeke pojavljale, ko smo začeli graditi ta dom, ne, in zdaj po kar lepem času je dom dobil svojo podobo, svojo notranjo podobo in ustanovljeno je bilo društvo in to kulturno društvo Leska predstavlja pač neki novi vir, dodatno energijo in v prejšnjem tednu smo imeli likovno umetnico, sedaj imamo razstavo, tako da je kar, vse na našem področju med nami so kar osebe, ki so skriti talenti, to lahko vidite, ne? Seveda, to ni zadnja razstava, ki jo imamo v planu, seveda imamo še verjetno kako malo drugačnejšo, z drugačno vsebino razstavo, ki bude mogoče zanimiva še za širši krog, ne samo za naše člane in krajane, ampak še mogoče širše iz naše okolice. Ker pa gre za večinoma za razstave iz privatnih zbirk, je seveda potrebno dogovoriti način in obliko te razstave, ki pa bo pač se dogovorila naknadno. Ja, mene veselijo taka druženja. Sem bila pred 14 dnevi, kaj so imeli tudi razstavo slik. Me je spodbudilo, ker sem se danes z veseljem razveselila te razstave, pa se udeležila. Je zelo všeč, še to bolj, ki mi je sestra pač, pa smo radi, da se kaj nekaj takega je začela, ne? Že nekde, ko je bila v Franciji, že dosti let je že od tam že nekaj prinesla. Kakorkoli, Pavla je dokazala, da je velika umetnica in da ta razstava ne bo njena zadnja, tako v domačem okolju kot kje drugje. Na Lešnici v Vaškem domu pa bo zagotovo kmalu kakšen nov dogodek. Sledi še pregled zadnjih športnih dogodkov. V ospredje postavljamo gostovanje ormoških mladih rokometašev na Slovaškem. Pozdravljeni ljubitelice in ljubitelji športa. Rokometaši Jeruzalema, ki se pripravljajo na drugi del prvenstva, bodo v soboto gostitelji turnirja, kjer bodo poleg gostiteljev nastopili še ekipi avstrijskega Barmbacha ter hrvaškega Čakovca. Turnir se prične ob 12. uri v športni dvorani na Hardeku. Ekipe pa bodo igrale po sistemu vsak z vsakim. V pripravah na drugi del sezone so vinarji odigrali dve pripravljalni tekmi. Proti mladincem Slovenije so klonili z izidom 30-33, proti avstrijskemu Gracu pa zmagali z rezultatom 33-23. Ob tej priložnosti še povemo, da so se slovenski mladinci, ki so se pripravljali pri Veliki nedelji in Ormožu, uvrstili na mladinsko svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Grčiji. Na kvalifikacijah na Češkem so gladko ugnali Veliko Britanijo, Norveško in Češko. Podobno uspešni so bili mladi rokometaši Jeruzalema, ki so se od 5. do 8. januarja mudili na močnem mednarodnem turnirju v Prešovu na Slovaškem. Turnirja se je udeležilo 100 ekip iz 13 držav, in sicer Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Litve, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Srbije, Ukrajine in Slovenije. Barve slednje je zastopalo 13 ekip iz 6 klubov: Rač, Ptuja, Kopra, Celja, Velike nedelje in Ormoža. Zasedba Jeruzalemčkov, skupaj 42 otrok, so sestavljale 3 ekipe letnikov 1997, 98 in 99. Vse 3 ekipe so na koncu turnir osvojile in dosegle enega največjih uspehov pri mlajših selekcijah v zgodovini kluba. Poglejmo posamezne dosežke ekip na turnirju. Za zmago na turnirju v Prešovu so letniki 1997 osvojili 3. zaporedno mednarodno zmago. Po zmagah v Vešpremu in Monoštru so dodali še zmago v Prešovu.
Jeruzalemčki so si na turnirju privoščili spodrsljaj proti koprskemu Cimusu, ki pa je ekipi po pogovoru le še dodal novi zagon. V velikem finalu proti Celju so Ormožani po Cunamiju povedli z 9-0 in v nadaljevanju mirno pripeljali tekmo do konca. Med drugim so mladi Slovenci ugnali slovaškega prvaka Tatran in poljskega prvaka Regimin. Miha Kolmančič je postal najboljši igralec turnirja, Jurči Korpič-Lesjak pa najboljši vratar turnirja. Zraven njiju si je mesto v idealni sedmerki prislužil še Matic Topolovec. Poglejmo še izide 1997-letnikov. Ti so premagali Tatran z 19-13, Malev iz Budimpešte prav tako 19-13, poljski Regimin z 19-16, litvansko Gajev iz Kaunasa z 19-11 in v velikem slovenskem finalu še Celje z 21-11. Proti Koprčanom so Jeruzalemčki doživeli edini poraz z 11-15. Za Jeruzalem Gorišnico so zaigrali Jurči Korpič-Lesjak, Uroš Mendaš, Dejan Kociper, Aljaž Tement, Vit Lukman, Gašper Vesenjak, Miha Kolmančič, Nejc Šandor, Marko Kralj, David Zagoršek, Matic Štumberger, David Bezjak, Matic Topolovec, Blaž Geč in trenerja Uroš Krstič ter Franc Šandor. V tem vikendu letniki 1997 nadaljujejo s tekmami polfinala. Njihov nasprotnik v prvem krogu bo Metlika. Letniki 1998 v ozadju spremljate posnetek z polfinalne tekme proti madžarski Nijegerhazi so na turnirju slavili na 6 tekmah. Zadnjo finalno proti Celjanom pa remizirali. Pretekmovalna skupina Ormožanov je bila daleč najtežja in je fantom pobrala kar precej moči. Zaradi bolezni vratarja Kevina Cafa so Jeruzalemčki na tekmah v zaključku turnirja igrali celo z igralcem vratarjem v polju. V velikem finalu Jeruzalemčki niso blesteli in so tiho po zaključku tekme zaostajali za 2 točki, 12-14. Rene Plavec in Nino Olaga sta zadela za izenačenje. V 7-metrovkah so bili uspešnejši Ormožani, za katere so s črte 7 metrov zadeli Tilen Kosi, Gašper Horvat in Nino Olaga. Odločilno obrambo v tretji seriji je Celjanom zaustavil Kevin Caf. Tilen Kosi je postal najboljši igralec, Dominik Ozmec pa najboljši strelec turnirja. Na turnirju so Jeruzalemčki v pretekmovanju za 37-6 ugnali romunski Kluj, za 19-10 slovaško Povaško Bistrico, 24-15 poljsko Legnico in za 16-11 še hrvaško Virovitico. V polfinalu je padla madžarska Nijegerhaza z izidom 14-10. V finalu proti Celjanom je bilo po rednem delu izenačeno 14-14, po 7-metrovkah pa so slavili Ormožani s končnim izidom 17-16. Za Jeruzalem so v Prešovu igrali Kevin Caf, David Lukner, Tilen Kosi, Timon Grabovac, Gašper Horvat, Filip Luci, Miha Kavčič, Rene Plavec, Nino Ulaga, Dominik Ozmec, Tomi Sok, Boštjan Žižek Cvetko, Nejc Zidarič in trenerja Mladen Grabovac ter Tjaša Brumen. Letnike 1998 v pretekmovanju čakata še 2 tekmi, nato pa polfinale, kjer je želja aktualnih državnih prvakov pri letniku 1998 zasesti prvo mesto in se s tem mestom zagotoviti domačinstvo na zaključnem turnirju najboljše četverice. Letniki 1999, varovanci trenerja Istoka Luskoviča in Nejca Havlasa so na turnirju prikazali nove odlične predstave in ob 6 zmagah zabeležili novo turnirsko zmago. V ozadju spremljate posnetke s tekme proti hrvaški Virovitici. Kljub odsotnosti vratarja Jurče Korpič-Lesjaka in Nejca Zidariča, ki sta nastopila v starejših konkurencah, se njuna odsotnost ni poznala. Odločilna tekma za prvo mesto je bila proti izredno močni zasedbi Kluja iz Romunije. V odlični predstavi obeh ekip so bili boljši Slovenci z izidom 12-8. Jeruzalemček Rene Rizman je postal najboljši vratar, Matej Nidorfer pa najboljši strelec turnirja. Na turnirju so Jeruzalemčki ugnali poljska predstavnika Libušo za 21-5 in Legnico za 18-1. Gostitelje iz Prešova so Ormožani premagali za 16-5, romunski Kluj za 12-8, hrvaško Virovitico z 20-12 in koprski Cimos 20-4.
Za letnike 1999 so barve Ormoža ter Slovenije uspešno zastopali Rene Rizman, Matej Nidorfer, Niko Jovanović, Anže Šoštarič, Luka Volč, Lan Voršič, Kristjan Petek, Renato Kozel, Žak Ciglar, Martin Hebar, Žanko Ciper, Teo Šulek, Gašper Hebar, Anže Notersberg, Aljoša Munda in trenerja Istok Lusković ter Nec Havlas. Letnike 1999 čaka še nekaj nastopov v pretekmovanju skupine Vzhod, nato pa polfinale, kjer si bodo poskušali priigrati vstopnico za zaključni turnir 4 najboljših slovenskih ekip. Nadaljujemo z futsalom in malim nogometom. Drugoligaši so odigrali tekme 10. kroga. Poglejmo izide. Nazarje Kebel 2-3, Weber Viktor Bit 2-4, Slovenske Gorice Benedikt 5-7, Kiks Zavrh 5-4, Velike Lašče Tomaž 4-4. Prosti so bili vijoličasti iz Maribora. Z naskokom 4 točk vodi Kebel pred ljubljanskim Viktor Bitom in Benediktom. Nazarje so 4., Velike Lašče 5. V drugem delu lestvice se nahajajo Ajdovščina, Slovenske Gorice, Maribor, Zavrh, Weber in Petelini Svetega Tomaža s 3 točkami. V 11. krogu v petek ob 19:30 na Hardejka Tomažu prihajajo Kiksi iz Ajdovščine. To je lepa priložnost za prvo prvenstveno zmago Tomaža. Koncu svojega prvenstva se bližajo tudi ekipe v zimski ligi malega nogometa Ormož. Tokrat so malonogometaši bili zelo marljivi in odigrali 2 kroga. Poglejmo najprej izide 8. kroga. Furija Fiposor 1-2, Mladost Vičanci 1-1, Beno Udrih Tim, klub ormoških študentov 3-0, Bargaja Ivanjkovci, portal cvetkovci.net 1-4, Inox Ograja Majcen, Akord Bar 0-2 in Jerebič Črni Ribič, Bar Maček 8-1. V 9. krogu so izidi bili sledeči. Klub ormoških študentov Jerebič Črni Ribič 0-6, Akord Bar Beno Udrih Tim 2-3, Bar Maček Bargaja Ivanjkovci 5-2, Furija Mladost 1-4, Vičanci Inox Ograja Majcen 1-2 in Fiposor Aries IT portal cvetkovci.net 0-6. Po 9 krogih najbolje kaže ekipi Jerebič Črni Ribič, ki je zbrala 24 točk. Takoj za vodilnim se nahaja zasedba Beno Udrih Tim. Po 19 točk sta zbrali ekipi Inox Ograj Majcen in Akord Bara. Sledijo portal cvetkovci.net, Vičanci, klub ormoških študentov, Bar Gaja, Bar Maček, Mladost, Fiposor in Furija, ki je še edina brez točk. V soboto je na sporedu 10. krog, ki se prične ob 16:30 in traja do 20:30. V nedeljo malonogometaši tekme 11. kroga pričnejo ob 9:30 in končajo ob 13:30. Vabljeni v športno dvorano na Hardeku. Toliko za danes. Naj vam januarski dnevi prinesejo veliko dobrih dogodkov, pa seveda pridružite se nam čez teden dni.